Nov komentar pod videom Evro in Slovenija. Kava je bila $100, zdaj več kot evro, torej enkrat dražja. Ampak res, a se nam je kupna moč v bistvu znižala? Nedvomno je to vprašanje za profesor dr. Mraka, črn pas iz EU financ. Profesor! Jože debatira. Dobar dan, Jože. Zopet vidim, da te nekaj muči. Ja, na internetu sem prebral komentar, da smo včasih plačali slabega €0,5 za kavo, danes pa plačujemo več kot evro. Se nam je kupna moč po uvedbi evra res znižala? Ne, Jože, kupna moč se je kar precej povečala, recimo v zadnjih 20 ali pa celo 30 letih. Ena stvar je to, kar praviš, da se je kava recimo podražila, ne? Ampak še bistveno bolj, kot se je podražila kava, so se pa povečali povprečni prihodki Slovencev, ne? In zdaj pa se pravi, če se tvoja plača poveča za 2-krat, kava pa recimo se poveča za, ne vem, 1,5-krat, ne, je to jasno, da je potem relativno ta kava ceneje. Zelo primerno za to pogledati, kaj se je dogajalo s tem cenam, je, da primerjamo te prejšnje čase pa zdajšnje čase s podatki o tem, koliko časa rabimo za nakup, koliko časa moramo delati za nakup določene dobrine, določene storitve. Recimo en primer, za kilo črnega kruha smo leta 1991 delali praktično pol ure, zdaj je pa za to potrebno manj kot 20 minut. Ne? Tole z urami našega dela je pa zelo zanimiva primerjava. Ste to sami izračunali? Imate morda še kak primer? No, te primerjave, tole so primerjave uradne, statističnega zavoda, ne? Tako da ne gre za neke moje izmišljotine. Ne, jaz sem tukaj omenil črn kruh, lahko dam recimo en primer, ki je bil tukaj naveden o osebnem avtomobilu, ki ga vsi poznamo, Cliote, ne, ki jih delajo v Novem mestu. Ne. Ta statistika pravi, da smo leta 1991 za nakup enega Clio morali delati preko 3700 ur, ne. Zdaj je pa za ta enak Clio potrebno delati manj kot 2000 ur. Ne. Tako da pomeni, da se je avto relativno pocenil. Ne. Jaz se tudi spomnim, zdaj pa tako rekel malo moj oseben primer. Jaz se spomnim včasih, ko si plačal en tank bencina, je bilo to kar en pomemben delež tvoje plače. Danes je ta delež precej manjši. Ne. Imamo pa po drugi strani celo vrsto izdatkov, ki je pa mogoče 30 let nazaj ni bilo. Ne. Recimo pred 30 leti verjetno za kakšne te tako imenovane IT storitve, nismo plačevali kaj dosti svojih prihodkov. Danes pa za te stvari, razne internete, telefone, plačujemo kar precej. Kaj pa kava, če sva že z njo začela? No, kava je sigurno proizvod, ki je relativno danes ceneje, kot je bil pred 15-20 leti, pri čemer je pa treba tudi vedeti, veste, kava v neki luksuzni stvari je lahko 4 evre, kava v nekje drugje je pa lahko še vedno okrog €1. Tako da je treba videti tudi, kje so ti podatki, morajo biti primerljivi. Se pravi, če povzamem, se kupna moč v Sloveniji veča? Nesporno lahko rečemo, da se veča in to je pač tudi, kot rečeno, podkrepljeno z vrsto podatkov. Težko je pa to stvar gledati od posameznega proizvoda do drugega proizvoda. Hvala, profesor, upam, da se kmalu spet slišva. Adijo. Adijo. Se nam je kupna moč po uvedbi evra res znižala?